Družba BTC se že 60 let s svojo jasno vizijo in strategijo razvoja trudi dosegati vrhunske uspehe in se uvrščati v sam vrh poslovno uspešnih ter družbeno odgovornih podjetij. To se odraža na vseh ravneh njihovega delovanja. Njihovo delo je nagrajeno s številnimi priznanji in nagradami. Razstava v Kristalni palači, največjem dosežku družbe BTC, nam ob 60-letnici delovanja govori o njihovem razvoju, veličini, širini, odgovornosti in prepoznavnosti. V jubilejnem letu so nagradili večletno usmeritev k družbeni odgovornosti in trajnostnem razvoju. S strateškim projektom Misija zeleno izražajo odgovoren odnos do okolja, saj projekt združuje različna področja: okoljevarstvo, znanost, izobraževanje, šport, zdravstvo, kulturo in humanitarne dejavnosti. Vse projekte v BTC-ju izvajajo v partnerskem duhu, zato podpora projektu Spodbujamo prijateljstvo ni naključna. Uspešnost, kreativnost, inovativnost, zavidljivi poslovni rezultati, povezovalna vloga, trajnostni razvoj, to je BTC skozi 60 let, ki jih letos udeležuje. Gospa, povejva, v čem je čarobna formula takšnih uspehov? Čarobna formula takšnih uspehov je pravzaprav, da uspeha ne delimo samo za sebe in ne ustvarjamo samo za sebe, ampak ga ustvarjamo tudi za širšo družbeno skupnost. In ko vidimo rezultate, ko pomagamo številnim ljudem, bodisi posameznikom, bodisi skupnosti, društvom, športnikom, znanstvenikom, na humanitarnem področju ljudem, ki pač to pomoč potrebujemo, potem te takšni odnosi spodbujajo še k nadaljnjemu ustvarjanju in te spodbujajo k tem, da bi širil to svojo misel in to svoje poslanstvo tudi med druge gospodarske družbe, ki bi po našem mnenju morale bolj prispevati k celotni blaginji družbe, v kateri živimo, predvsem pa ne se zapirati v neke svoje meje in gledati zgolj na svoje koristi, pač pa tudi, kot sem rekla, na to širšo družbeno skupnost. Jasno, da je temelj vsega dobiček. Brez dobička si tudi tega pač ne bi mogli dovoliti, torej sodelovanja z okolico. Zato je pač pomembno, da smo profesionalni, da se obnašamo skladno s temi korporacijskimi kulturami, da zasledujemo svoje gospodarske cilje, izpolnjujemo strategije, vendar hkrati ob tem pač pomagamo in smo vključeni v številne družbene projekte. V lanskem letu smo jih imeli recimo več kot 200 in otroci so prav gotovo ena izmed pomembnih skupin, kajti če naša družba potrebuje v sedanjem času kakšno stvar, je potem to gotovo, so dobre medsebojne vezi, je zaupanje, spoštovanje in pa tudi malo več topline v naši komunikaciji in v naši širši pojavnosti. Ne se zapirati vsak za sebe in pač individualno biti jezen na nekoga, pač pa širiti te pozitivne misli, pozitivne reakcije v odnosu do drugih ljudi, do soljudi, do širše družbe.
družba BTC skupaj z društvom Sobivanje letos že drugič organizira oziroma je organizirala natečaj Spodbujajmo prijateljstvo, torej poudarek na mladih, povezovanje med mladimi. Zakaj prav mladi? Mladi pravijo že star pregovor, da na mladih svet stoji, to je ena stvar. Druga stvar, ki smo jo danes lahko tukaj videli, je vsi ti izdelki, ki so jih mladi naredili, pravzaprav njim je skupno neka iskrenost, neka iskrena želja po tem prijateljstvu. In od tukaj se tudi mi lahko marsikaj naučimo, toliko iskrenosti in toliko neposrednosti, kot jo imajo najmlajši, mi ne premoremo, starejši. Naše misli nam že uhajajo, imamo razne interese, medtem ko najmlajši, ki si tudi zapomnijo takšne dogodke in ostanejo pravzaprav v spominu za celo življenje, se nam zdijo to zelo pomembna dejavnost in zelo pomemben prispevek tudi k trajnostnemu razvoju, kajti definicija trajnostnega razvoja ni samo okolje, niso samo elektrarne, čisto okolje, ne vem kaj. Ena od definicij je tudi sobivanje, sočlovek, je kultura celotne civilizacije in mlade moramo napeljati k temu, da je to pravzaprav osnova vsega trajnostnega razvoja. Vse ostalo so samo nadgradnje, je tehnologija, je odnos do okolja, do narave, vendar osnova so naši medsebojni odnosi, prav gotovo. Z otvoritvijo razstave v spodnji etaži Emporiuma in podelitvijo nagrad najboljšim vrtcem in osnovnim šolam se je zaključil natečaj Spodbujamo prijateljstvo, skupni projekt družbe BTC in društva Sobivanje. Namen natečaja je bil otroke spodbuditi k pozitivnemu razmišljanju o svojih prijateljih, vrstnikih in domačih. Domiselne predstave in ideje so lahko narisali ali fotografirali. Na natečaju je sodelovalo preko 1000 otrok iz 50 slovenskih osnovnih šol in vrtcev. Organizatorji so prejeli 61 različnih izdelkov. Vsa dela je pregledala komisija, ki je ocenjevala izvirnost ideje, videz izdelka in vloženi trud. Razstavo je omogočila družba BTC, ki ob svoji 60-letnici delovanja nadaljuje s podporo družbeno odgovornih projektov pri mladih generacijah. Društvo za trajnostni razvoj Sobivanje že v svojem imenu nosi poleg okoljske komponente tudi druge kategorije, ki jih upoštevate pri projektih z mladimi v šolah, vrtcih. Gospa Nada, vi ste predsednica društva, povejte, katere so vse te kategorije. Ja, gledajte, društvo Sobivanje, ki gradi v bistvu šolo Sobivanje v slovenski šolski prostor in širše, je neka nadgradnja ekošole, ki sem jo začela graditi v Sloveniji pred 18 leti. Kajti prav v društvu Sobivanje in v sami šoli Sobivanja skušamo v bistvu mlade vgrajevati tiste temelje trajnostnega razvoja vseh komponent, ne zgolj okolja. Okolje je seveda sicer najbolj pomembno, ampak če ljudje ne bodo znali živeti med seboj, predvsem pa med seboj v prijateljskih odnosih, znati sobivati na tem lepem koščku Evrope, Slovenije in seveda s tem na tem našem edinem planetu, potem nismo naredili veliko. Zato je najbolj pomembno, da začnemo mi spreminjati sebe, odrasli, mladim pa da vcepljemo te vrednote sobivanja, te vrednote prijateljstva in prav ta projekt izkazuje, že drugo leto izkazuje vse to. In s pomočjo družbe BTC, predsednika gospoda Mrmala in seveda zagnanih sodelavcev, njegovih sodelavcev smo uspeli
izvesti in prišli do današnjega zaključka tega projekta, spodbujamo prijateljstvo. In kakšne krasne zamisli so mladi risali, ustvarjali, pesmice, eseje. In vse to je danes razstavljeno pod Emporijem tukaj v BTC-ju, kajti z njihovo pomočjo smo uspeli najboljše razstaviti iz cele Slovenije. In seveda najboljši so bili tudi nagrajeni strani družbe. Tako da mislim, da taki projekti jih nobeno društvo ne more samo izvajati, ker potrebuje tudi določeno pomoč, tako in drugačno, da lahko gradimo te vrednote in s tem bogatimo šolski prostor in bogatimo nenazadnje učne načrte, državljansko vzgojo ali kakorkoli že temu lahko rečemo, bogatimo mladega človeka, torej z določenimi idejami, ki jih skozi ta projekt seveda smo pošiljali v slovenske šole. In nenazadnje, če ne bi bilo naših mentorjev, pa vzgojiteljic in vzgojiteljev v vrtcih, ki prenesejo te ideje med mlade in med otroke, zato da ustvarjajo in si gradijo to podobo, ki jih spremlja celo življenje. Mi sami vemo, da kar otrok v bistvu gradi v sebi, to so vrednote, ki jih postopoma pridobiva, tudi če jih mogoče v širši družbi ali pa v okolju je premalo. Žal v tem kriznem času smo vsak dan priča marsičesa drugega, ne pa prijateljstva. To nam manjka in s temi mladimi se splača graditi prijateljstvo s seboj, s svojimi sošolci, starši v družini in tako dalje. Predvsem tak zgrajen človek bo znal tudi varovati svoje okolje, bo znal tudi varovati te naše naravne vire, ki pa jih imamo zaenkrat še v izobilju, kot je voda in še marsikaj tudi v Sloveniji. In to je naše poslanstvo. V ljubljanskem trgovskem središču BTC so v sklopu projekta Pomagajmo čebelici v mestu odprli prvi urbani čebeljak. Družba BTC in Čebelarska zveza Slovenije sta združili moči v želji po spodbujanju urbanega čebelarstva, ohranjanju ogrožene krajinske sivke in ozaveščanju ljudi o pomembnosti čebel za okolje. Tako so krajinske čebele, ki so avtohtona čebelja rasa na našem območju, dobile novo domovanje na travniku ob vodnem mestu Atlantis. Čebele medonosnice bodo divjim opraševalcem pomagale pri njihovem pomembnem delu opraševanja rastlin v BTC-ju Ljubljana in njihovi okolici ter svojo aktivnostjo v naravi skrbele za biotsko pestrost našega okolja. Urbano čebelarjenje je praktično samo lep izraz za čebelarjenje znotraj mest, znotraj urbanega okolja. To pomeni recimo tukaj v mestnem središču se lahko tudi ukvarjamo s čebelam. Tudi za opraševanje seveda večine rastlin in dreves so zelo pomembne in dobrodošle, da imamo čebele. Tukaj imamo cirka 200 tisoč novih prebivalk v BTC-ju, kajti vsak panj ima največje število, ki ima čebel, je okrog 50 do 60 tisoč, tako da 4 panji smo se povečali za 200 tisoč, kar je kar dobra številka. Ideja, sicer to ni nova, že nekaj let jih urbane čebelarijo tudi na strehi Cankarjevega doma in to zelo uspešno, tako da imajo kar veliko medu. In seveda ta pobuda je prišla nekako z naše strani kot ekološko osveščena družba, vračamo naravi, vračamo družbi in seveda imamo čebelice in zelo smo ponosni na to. No, so na travniku ob vodnem mestu Atlantis. Nekateri imajo pomisleke proti urbanemu čebelarjenju. Zakaj in kateri so ti pomisleki? No, morda pomislekov je več, nekateri tudi morda sem bil tudi jaz v štartu malo skeptičen, kajti nisem bil prepričan, da je med pravilne kakovosti. To mislim, da je največji pomislek, ampak dejansko mi še seveda nimamo medu, ampak neodvisna raziskava, mislim, da Nemškega inštituta iz Cankarjevega doma je pokazala, da je med dejansko popolnoma primerljiv oziroma v določenih segmentih še boljši, kajti znotraj mest ni škropljenja, ni pesticidov, ni herbicidov, ni ostalih stvari, tako da je med dosegal boljše rezultate. Po drugi strani seveda je pa
morda pač pomislek onesnaženost okolja, zraka, vendar dejansko, če čebele bi zaznale, pač, da je preveč onesnaženo, dejansko ne živijo oziroma ne bi preživele tukaj. Tako da, če lahko urbano čebelarimo, pomeni, da tudi okolica zdrava, zrak čist, zrak primeren tudi za nas, ne samo za čebelice. Ko smo že pri medu, 4 panji, 4 nakladalni čebelji panji, sem prav dejala, ste rekli 50,000 čebel, v vsakem panju, 4 čebelje družine. Koliko medu pričakujete od vsake družine? No, načeloma naj bi na leto dobili okrog 120 litrov medu. To so seveda neke ocene, tako da bomo videli, kako pridne bodo naše čebelice. Upamo seveda, da čim bolj, kajti tudi med seveda se ne bo prodajal, ampak bo šel v dobre roke, tako da ni to komercialna dejavnost, bolj vračanje družbi, kot sem že omenil. Ima pa na tem radiju 3-4 km, kolikor se gibljajo čebele, kar nekaj primernih nabiralnic ali pa najdišč nektarja, tako da in Savski gozd ob Savi in Golovec in tudi tukaj po BTC-ju skrbimo za to, da je čim več medonosnih rastlin posajenih, tako da upamo se, da na najboljši in čim večji pridelek medu. Zeleno je moje mesto, seveda pomeni tudi čebelice. Recimo, če smo tukaj v Atlantisu, smo energetsko varčno kopališče, spuščamo čim manj emisij raznih, regeneracija vode, 40% bazenske vode recimo regeneriramo in se ponovno uporabi, tako da seveda pazimo na naravo, kajti naravo imamo samo eno in ona ne vrača in ne odpušča. Kakšno je sporočilo te misije oziroma projekta Pomagajmo čebelici v mestu vsem ljudem in mogoče še poseben pomen za mlade? No, kranjska čebela vemo, da je ogrožena in zato tudi Čebelarska zveza Slovenije poziva k čim večjemu številu čebelnjakov, tako da smo se z veseljem pridružili tudi mi. Seveda tudi mi strokovnega znanja nimamo, tako da nam pomaga Čebelarska zveza Slovenije z 2 izkušenimi čebelarji, ki se gresta tudi urbano čebelarstvo na strehi Cankarjevega doma, tako da sta na tem področju izkušena in dobra. Tudi ravno danes zjutraj so bili pri nas na obisku, sta rekla, da se čebele očitno dobro počutijo, tako da smo veseli. Seveda mi, s čebelnjaki delamo tudi drug projekt oziroma 2 projekta. Eno je z Merkurjem, kjer pač se lahko sodeluje v nagradni igri in se spodbuja nakup medonosnih rastlin. Seveda drug projekt, ki pa je seveda še bolj važen, je pa seveda za mlade nadobudneže, kajti predvidoma v prihodnjem letu bomo postavili učni čebelnjak v osnovno šolo, ki bo zmagala na natečaju in seveda tam se bodo lahko otroci iz prve roke in dejansko iz prakse naučili, kaj pomeni čebele, kajti to je sicer rekel že Einstein, ampak tudi mislim, da je vsem drugim jasno, če ni čebel, tudi dejansko ljudi ne bi bili prav dolgo več na svetu. Pomen medsebojnih odnosov je le ena izmed celostno obravnavanih tematik v programu, ki se zavzema za pravičnejšo družbo in boljšo kakovost življenja tako mlajših kot starejših. Vsi sodelujoči v prikazanih projektih imajo veliko skupnega: cilj in vizijo. Želijo polepšati življenje drug drugemu in vnesti vanj čim več človeške topline, ljubezni ter medsebojne pomoči. Kot ste videli v prispevku, jim načrti odlično uspevajo in lahko bi bili zgled mnogim drugim, ki partnersko stopajo po poti trajnostnega razvoja.